Grem bližje, se premikam v desno. Dobar dan, še enkrat hvala lepa ministru za ta uvod, dal je dober presek. Dodal bi sam to, da je očitno, da je minister za okolje in prostor in mesto občine Ljubljana usojena ena drugega. In bo tudi naprej tako ostalo, ko naj od dveh ne bo več na teh funkcijah. Mislim, da je dan sestank bil izjemno dober. Ta sestank je presek vseh delovnih srečanj posameznimi službami. Mi jih imamo praktično vsak teden. Pred dobrimi 3 tedni smo si ogledali tudi v naravi eno soboto, cel dan Barje, kot tisto, ki ga skupaj hočemo ščititi, od deponije, od Črne vasi, od ceste dveh cesarjev ceste v Gorice. In danes je tudi čas, ko smo si lahko povedali tisto, kar mislimo, da je dobro, pohvalili in še prosili za dodatne pospešene aktivnosti eni druge, da ne bi zamujali. Tu je recimo problem za nas največji projekt AR-Cero, ki je vreden 145 milijonov evrov in želja je, da imamo junija vso dokumentacijo pripravljeno, da lahko delamo. Za nas je to prvič tak projekt in tu smo prosili v bistvu večji support. Jaz današnji sestanek, ki je bil v izjemno strokovni sestavi in mi smo napisali predloge točk, predloge sklepov, minister je svojo ekipo pripravil že odgovore. Nisem smatral za sestanek, ker bi lahko samo se hvalili, kako se imamo radi, ampak enostavno si povemo tisto, kar je dobro in tisto, kar ocenjujemo, da bi bilo mnogo močnejše. Sestanek ima dvojni pomen. En pomen je, da rešimo stare zadeve, ki so stare več kot 20 let, in drug pomen je, da tudi v tem sodelovanju pokažemo vzgojno metodo za vse Ljubljančane oziroma vse tiste, ki koristijo prostor mestne občine Ljubljana. Zataknilo se samo praktično pri eni točki pri tempu izdajanja odločb na področju vikendu za Savo, kajti vi dobro veste, da v principu to niso socialni problemi in tle pač ljudje čakajo, kaj se bo zgodilo in to je tudi sporočilo vsem črnograditeljem, da se jim to ne splača delati. In mislim, da je tudi današnji sklep, da bomo pogledali, mi imamo 5 odločb, vedno minister, njegova služba pravi, da jih je postopkov več kot 100, jaz to pozdravljam, če to je res, to bomo pregledali in tu bomo nadaljevali usklajeno. Sicer smo pa še izpostavili področje Ljubljanice, tudi izgradnja mostov, brvi, koristne služnostne pravice. In moram tudi povedati, da tudi ta področje, ki dobijamo od ministra za okolje in prostor mnenje, konkretno pri ceni vode, mi vemo, da minister Podobnik ne more nam dobiti cene vode, ampak mi pričakujemo od ministra strokovno mnenje, ki ne bo šel samo na vlado in bo tam strani predsednika vlade zavrnjeno, moj odnos ne poznate, jaz sem ga tudi danes povedal, ampak tudi tako strokovno mnenje, ki ga mi lahko predstavimo v javnosti in povemo, kaj je. Zelo preprosto naš je predlog, da upoštevamo, da se cena vode mora povišati, kadar ta ne pokriva, oziroma zaostaja za več kot 35% proizvodne cene. Tako da pravim, zame to delovni sestanek, res je, da smo to povabilo, ki je bilo že odprto nekaj časa, izkoristili. Moram tudi povedati, da z ministrom smo bila skupaj na Savi, na ogledu teh lokacij in Žalah in Koželjevi ulici. Žale, Koželjeva je v principu rešena. Dobila sva tožbo, ki sva dobila, ker je gospod vikendaš Danijel Malenšek, stalni bioriščem Tržič, tožbo umaknil. Ampak rezultat za moj okus je prepočasen, ker enostavno, če pogledamo, kako je Žalo urejeno, bi tudi tam bilo se pokazati rezultat. In jaz taka srečanja pozdravljam, mislim, da se velikrat srečamo na operativno, ampak danes je bilo v taki sestavi, ker še mi tudi na mestu občine nobenim ministrom in ministrstvom nismo imeli, to kaže dvoje. Kaže, da smo tu na strokovnem področju najbolj povezani in drugič, da so tudi tu na ministrstvu najbolj odprti za te predloge. Jaz tak in tak menim, da je glavno mesto samo eno glavno mesto in da mora doživeti posebni status. In na podlagi takega sodelovanja, ki bo tudi kasneje ostalo, ko naj dveh več, še enkrat pa ne bo, se bo tudi zakoni lahko pripravljali, ki se lahko v glavnem mestu testirajo in če bojo ne narobe zato dobri za glavno mesto, potem so dobri za vsako mesto v Sloveniji. Da ne bi potem prišlo, da ministrstvo izda nek zakon, mi potem mi pretežujemo na ta zakon,
mislim, da je to posel, ki ni produktiven, izgubljamo čas in potem samo dokazujemo, zakaj kaj ni bilo možno narediti. In če je to sporočilo vsem občinam in če je to sporočilo tudi vladi, da se da sodelovati, potem je še to dodatni moment, ki ga treba res pozdraviti. In v imenu mestne občine se jaz ministru in njegovim sodelavcem zahvaljujem. Tu imamo eno zelo pomembnih aktivnih udeleženk tega srečanja, odgovorno za prve 2 točke, ki sta finančno najtežji, ampak našo skrb in našo željo po povečani pomoči z njihove strani je to dobro razumela, dobro sprejela. Tako da jaz z Bernardo recimo ne vidim nobenih težav. In se želim v bistvu na vsaki službi, da bi bila ta skrb jasno, vedno v okviru zakonskih oblastil in v okviru tega, kar je kdo dolžno. Ampak mislim, da tu moramo skupaj nastopati, če že zakon razdelil posamezna področja na nivo države in nivo občine. In zelo lepo bi bilo, če bi bilo tudi tako srečanje, vem pa rekel, tudi na lokalni samoupravi, ker bi se pogovarjali o neki SWOT analizi, o tem, kaj pa nese eno ali drugo število pokrajin in kakšne pristojnosti se prenašajo. Že tu vidimo, ki je odziv zelo dobro strani celega ministrstva, da se moramo sestajati, da moramo usklajeno delovati, če hočemo rešiti. Nam nič ne pomaga pospraviti črno odlagališče, da smo razpis v bistvu ustavili zato, ker ni bilo pisano, kam bo šlo naprej tisto črno odlagališče. Se pravi, če nam, bom rekel, zdaj same prinese odpadke na rudnik, nam nič ne pomaga. Mi hočemo imeti rešitev, da vemo, kam bo šli ti odpadki, da vemo, da so enkrat pospravljeni. In samo skupaj, prvič z vlado, z vsemi ministrstvi in drugi z vsemi občani, lahko sledimo cilju, ki si ga moramo pogumno zastaviti. Ljubljana, najčistejše mesto v Evropi. Ampak proces je predolg. Yes. Hvala lepa. Se zahvaljujem. Županu, imate kakšno vprašanje? Vesna?